Ni toliko pomembno, kaj nekdo naredi za časa, ko je živ, ampak kaj so njegove ambicije. Ne? Se pravi, da za nekom, ko odide, največja luknja ostane lik zaradi tega, ker je imel toliko velike ambicije. In jaz ko sem pa sebe razmišljal, sem ugotovil, da je to me še najbolj potrl, ker Mišo je imel res velike ambicije in jaz mislim, da je to nas v podjetju še bolj združili v neki nameri, da bomo te njegove ambicije tudi zaradi njega čim bolj probali doseči, mogoče tudi preseči. Zelo sem vesela za njega, pa za njegov tim, pa tudi ponosna. Danes smo veliko govorili o strahu in pogumu. Kako vi podpirate vašega moža pri njegovih poslovnih odločitvah? Tako, da mu dam svobodo, da ima, koliko mu pač služba dopušča prostega časa, da ima svobodo in da se lahko ukvarja s športom, ker to mu veliko pomeni. No, zdaj smo že pri konjičkih, rekli ste šport, kaj recimo? Tek pa košarka, pa smučanje, pa kolesarjenje. Navijate za moža? Ja, ker imajo kakšne take tekme košarkaške, ja. Kaj pa prosti čas, dopust je? Ja. Za dopust si vedno vzamemo poleti, pa po zimi, pa če nam čas dopušča še kakšne jesenske počitnice, ko imajo otroci, ker imamo šoloobvezne otroke, pa... Kam radi zahajate? Ja, radi zahajamo, smučamo radi, se pravi, zdaj smo bolj v Avstriji, potem poleti na morje, pa radi raziskujemo Slovenijo. Kakšni so občutki ob nocojšnjem prejemu nagrade Gospodarske zbornice Slovenije za soproga? Ja, nepopisni. Zdaj, ko že spremljam 23 let mojega moža na tej poti, mi vemo, kakšen je. Zdaj pa, ko ga tudi okolica spozna, so še pa toliko lepši. On je res za mene človek, tako kot je rekel, trdnega duha in mehkega srca. To tudi drži za njega. Danes smo veliko slišali in govorili o strahu in pogumu. Kako mu vi pomagate morda premagovati strah, stres in ga podpirate pri težkih poslovnih odločitvah? Jaz sem tudi del podjetja, vodim proizvodnjo nekovin, že 23 let. On je zelo pogumen, ampak jaz sem pa tisti, ko ga malo nazaj držim, ko sem malo bolj zajec, po domače rečeno. Kaj pa prosti čas, ga je sploh kaj, kakšni skupni konjički? Prostega časa dobesedno je zelo malo. To so mogoče nedeljski dopoldnevi, ko smo doma, ko ni treba v službo. Jaz opravljam tista zaostala gospodinjska dela, on pa v jedilnici pa prebira stvari, ko so mu čez teden ušle. Za kakšen dan pa tudi utegnemo iti na morje, to zelo rad počne. Na jadrnico pa dvotedenski dopust je pa obvezen vsako leto, tistmo pa ne uide. Moram pa reči, da je pri nas dopust aktiven, vsako uro se nekaj dogaja. Ni poležavanja, ni zabušavanja. Ja, jaz sem zelo vesela, da je tudi moj mož med dobitniki te nagrade. Mislim, da si je zaslužil 20 let, skoraj 20 let trdega dela, ki ga je vložil v to podjetje. Rezultati so pa vidni. Danes smo veliko slišali o strahu, pogumu, premagovanju strahu. Kako ga vi podpirate pri njegovih pogumnih poslovnih odločitvah? Velikokrat se pogovarjamo tudi o njegovih, problemih, ki jih ima v službi, jih poskušava skupaj reševati. Sem namreč zaposlena v njegovem podjetju, tako da mislim, da mu to pomaga. Kaj pa prosti čas, imata kakšne skupne konjičke, je čas za dopust? Seveda, prosti čas znava kar dobro izkoristiti. Imava srečo, da imava podobne konjičke. Velikokrat igrava golf. Konec tedna je hoja najina obveza. V soboto zjutraj, nedeljo zjutraj je prva zadeva, kar narediva, da greva na malo daljši sprehod. Potem pa letni dopust 10 dni, ostalo pa med vikendim. Poskušava nekako, bom rekla, usklajevati delo v podjetju,
in potem tudi dopust prilagajava temu. Občutki so zelo v redu, ne. Sigurno, moj mož si je to zaslužil po dolgoletnem delu in pač sem zelo vesela zanjega in ponosna za to nagrado. Hkrati pa bi se rada tudi zahvalila vsem njegovim sodelavcem, tudi njegovemu partnerju, ki skupaj delata, ne. In res, ker če njih ne bi bilo, verjetno tudi on ne bi te nagrade mogel zaslužiti, ker so zaslužni vsi, ne. Danes smo veliko slišali o strahu in pogumu. Kako vi podpirate gospoda pri njegovih pogumnih poslovnih odločitvah? Veste kako? Jaz bom takole rekla. Moj mož glih straha nima, no. Kvečem ga imam večkrat jaz, ne. Drugače pa jaz ga podpiram pri njegovih odločitvah samo moralno, ker nisem tam zaposlena, ne. Drugače pa on sam sprejema svoje odločitve zelo uspešno. Kaj pa prosti čas? Imate kakšne skupne hobije? Je čas za dopust? Ja, sigurno. Pač čez teden dostikrat ga ni, ne, tudi veliko na službeni poti. Drugače pa sigurno si privoščiva, rada greva z motorjem, rada greva v hribe, razno hoja, ne, kolesarjenje. To je pa tudi že kar dovolj. Je tudi za motor potreben pogum? Sigurno. Za motor je potreben velik pogum. Jaz sem zelo ponosna, da je moj mož bil med nagrajenci. To je priznanje njegovemu delu in delu vseh njegovih sodelavcev. Danes je bilo veliko govora o strahu in pogumu oziroma o izzivih in pogumu. Kako vi svojemu možu stojite ob strani pri težkih poslovnih odločitvah? Moža pravzaprav podpiram ves čas. Mu zaupam in verjamem, da ima toliko znanja in toliko strokovnosti, da kakšnih prav posebnih mojih spodbud ne potrebuje. Je zelo trdna, močna osebnost, tudi samozavesten je, tako da redko kdaj pravzaprav potrebuje neko spodbudo. Kaj pa konjički? Počnete kaj skupaj? Imate kaj prostega časa? Prosti čas je redkost. Še tisto, kar je, pravzaprav usmerjamo v delo, ker imamo nekaj zemlje, imamo 2 konja. Mož zelo rad preživlja prosti čas v naravi. Jaz moram reči, da sem zelo vesela in da sem zelo ponosna na njega. Sem pa tudi vesela predvsem zaradi tega, ker je presegel tisto svojo skromnost in sprejel nagrado. Vem, da ne mara preveč v medijih nastopati, samo včasih je tudi to potrebno. Danes je bilo veliko govora o strahu in pogumu. Gospod Petrič je povedal o kar nekaj pogumnih poslovnih odločitvah. Kako ga vi pri takih težkih odločitvah podpirate? Kar se tiče poslovnih odločitev, moram reči, da ga nisem podpirala oziroma se nisva o tem pogovarjala. Sem ga pa podpirala na drugih področjih, tako kot je že sam povedal v dvorani, in pa skrbela za to, da je rad prišel domov, da je jedel zdravo hrano, za fizično kondicijo pa tako sam skrbel. Vi ste ta čas podpirali 4 vogale v hiši. Kaj pa prosti čas, hobi, tudi vi igrate tenis? Ja, sem ga igrala, potem pa sem morala zaradi zdravstvenih razlogov prenehati. Zdaj ga igra pa sam, oziroma s kolegi. Ja, navijam seveda. Drugače pa imava vsak svoj hobi. On teče, jaz pa nordijsko hojo. Kaj pa prosti čas, dopust? Dopust je pa tako, da enkrat na leto si privoščiva eno potovanje, drugače pa mogoče za kakšen vikend ali tako. Se je povedal, da je 400 dni dopusta pustil, ki ga ni mogel izkoristiti. Za nas je nagrada posledica vsega dobrega, kar smo naredili v preteklih 5 letih in moram reči, da v bistvu s to ekipo, s preprostimi ljudmi smo ustvarjali skoraj nemogoče. Prav je, da imamo
v bistvu na čelu driverja, motor za vizijo, mi ostali pa pomagamo pri izvrševalni dejavnosti. In to je v bistvu sinergije ekipe, da si pomaga med sabo in na koncu rezultati in nagrade. Danes smo veliko slišali o strahu in pogumu, kako kolektiv vašo, gospod Anjo, pri teh odločitvah podpira. Za mene je strah in pogum samo akcija. To se pravi, tisti trenutek se odločiti, kaj narediti, stopiti v akcijo, zbrati ekipo, narediti zadevo, narediti korake naprej, zbrati pogum in samo naprej. Kako pa je s prostim časom, konjički, kaj počnete v službi skupaj kot ekipa? V bistvu naše vodilo v službi je, da se najprej predvsem zabavamo. Smo sanjska ekipa in jaz pravim, brez zabave tudi ostalih zadev ni. Delamo na odnosih, delamo na komunikaciji, delamo na rezultatih. V bistvu ostane še pa tudi kar dosti časa potem za ostale dejavnosti, hobije. Imamo tudi športno društvo, ki nam omogoča, da se gibamo, da živimo zdravo, da skrbimo za svoje telo in za duha.